Zaradi vremena pa ne trpimo le ljudje, ampak tudi rastline in živali. Drevesa, ki so povprečno težka od 2 do 3 tone, so zdaj zaradi žleda kar 2-krat težja, zato se lomijo. Da si bodo gozdovi opomogli, bodo potrebovali nekaj desetletij. In v takih razmerah tudi gozdnim živalim ni lahko. Za gozdne živali je nevarno predvsem padanje dreves ter ledena tla, na katerih jim drsi. Najbolj varen je v tem času medved, ki počiva v brlogu v zavetju skal. Pred padajočim drevjem in ledom je varna tudi lisica, ki ždi v lisičini, jami, ki si jo je skopala v zemljo. Najbolj pa je nevarnosti izpostavljena srna, ki se ne zadržuje v zatočiščih in zimo preživlja na prostem. Ker izvrstno sliši, bi lahko bliskovito pobegnila, vendar je zaradi udirajočih se tal počasnejša in porabi več energije. Gozdne živali pa so ogrožene tudi zato, ker je v letu ujeta njihova hrana, na primer popki, vejice in lubje. Brez hrane sicer lahko prebijejo nekaj tednov, saj so vajene zimskih razmer, ko hrane ni v izobilju. Huje bi bilo, če bi takšne razmere trajale na primer mesec dni, potem bi lačnim živalim s krmo morali pomagati lovci. Lovci gremo v gozd pomagati, živali so lačne. Torej, ker gozdne živali večinoma počivajo v varnih zatočiščih ali pa odlično slišijo, so razmeroma varne pred lomečimi se drevesi. Prav tako pa lahko brez hrane prestanejo nekaj tednov, saj so zimskih razmer vajene. Za ljudi velja, da je sprehod po gozdu v tednih še vedno smrtno nevaren. Psi pa morajo biti privezani, saj bi sicer utegnili po nepotrebnem preganjati že tako utrujeno divjad. Če pa boste na poškodovano gozdno žival vseeno naleteli, ji ne pomagajte sami, ampak pokličite številko 112.